Pred nami so prazniki, ki imajo tudi tisto manj prijetno plat. Od pokanja petard do alkohola, kar lahko privede do povečanega števila nezgod. Z nami je Uroš Raščan, ki je zaposlen v službi nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in seveda v imenu mojih kolegic in kolegov, ki delujejo v službi nujne medicinske pomoči in prav tako tudi na reševalni postaji našega Zdravstvenega doma v Murski Soboti. Se že kaj poznajo prazniki, tudi virusna obolenja so v porastu, kako vse to vpliva na število intervencij? Ja, moram povedati, da so se virusna obolenja, v mislih imam predvsem COVID in gripo, v zadnjih tednih zelo razširila, predvsem pri nas v Pomurju. Imamo kar nekaj težav, zelo zasedene ekipe, prav tako pa tudi bolniške postelje v Splošni bolnišnici Murska Sobota. In če malo razloživa, kaj vse zajema delo nujne medicinske pomoči? Je v bistvu zelo širok pojem. Načeloma zajema službe, ki se ukvarjajo z reševanjem življenja, se pravi z nekom, ki je hudo, nenadno obolel, ki se je poškodoval in v tem primeru bi ta bolezen ali poškodba lahko ogrozila njegovo življenje. Zdaj z nami se boste načeloma srečali lahko v zraku, v teh helikopterskih enotah, z mojimi kolegi v večjih mestih, mogoče na motorjih. Pri nas pa zaenkrat vztrajamo še na mobilnih enotah, se pravi reševalnih vozilih, ki potem dejansko na kraju samem stabilizirajo stanje samega bolnika ali poškodovanca, ga poskusijo pripraviti do tega, da je sposoben transporta v najbližjo bolnišnico, to je naša bolnišnica v Murski Soboti, ki potem naprej diagnosticira in dokonča naše delo v sami ustanovi. Ko smo v dilemi, ali naj pokličemo številko 112 ali ne, kdaj je trenutek, ko moramo poklicati in kdaj lahko situacijo obvladamo sami? Ja, ljudje smo večkrat postavljeni pred to dilemo, to nam kaže praksa, primeri, s katerimi se dejansko srečujemo. Jaz bom rekel tako, ko je ogroženo življenje, ko se neko bolezensko stanje rapidno slabša, se pravi, da vidite, da je z nekom z uro slabše, da težko diha, da ga boli v prsih, da ta bolečina seva nazaj v hrbet, mogoče vrat levo roko, da je izgubil zavest, da sumite, da se je z nečem zastrupil, da ima neke krče, ki niso jasnega izvora, potem absolutno ta zadeva sodi v urgentni center oziroma še prej v reševalno vozilo. Se pa v praksi tudi dejansko srečujemo z primeri, ko nekako ljudje si dovolijo našo službo vzeti kot ene vrste taksi službo. To je en tak naš interni štos. Naši fantje pravijo, da včasih igramo en velik rumen taksi. Kaj hočem povedati? Res bi apeliral na gledalce in gledalke, da številko 112 vzamejo res samo za tiste stvari, ko je ogroženo življenje. Ker se nam potem v praksi dogaja, da zasedemo ekipe, ki so številčno omejene, z določenimi primeri oziroma z določenimi intervencijami, ki niso tako pomembne za življenje oziroma za preživetje tistega človeka. V mislih imam neka prehladna obolenja, mogoče nekoga požgečka malo po grlu, pa ima 2 dni povišano temperaturo, pa si pokliče na 112, da ga pride rešilec odpeljati do najbližjega zdravnika. Take stvari nekako ne sodijo v nujno medicinsko pomoč. In katere so tiste informacije, ki jih moramo nujno posredovati ekipi ob klicu na številko 112, da potem lahko hitro in kar se da čim bolj učinkovito ukrepate? Ja, v bistvu je klic na številko 112 sila enostavna zadeva. Ko pokličete na številko 112, se vam oglasi dispečer v zdravstvu. To so posebej usposobljeni, izobraženi kadri. Ta dispečerski center v zdravstvu se trenutno nahaja za naš okoliš v Mariboru, ki bo sprejel vaš klic. Kaj je pomembno? Da ostanete čim bolj mirni in trezne glave in da odgovarjate na vprašanja, ki vam jih zdravstveni dispečer postavlja. Načeloma je lepo, da se predstavimo, da povemo telefonsko številko, na kateri smo dosegljivi, da opišemo, kaj vidimo pred sabo, kaj slišimo, kaj čutimo, kaj vohamo, da si ne izmišljujemo in ne potenciramo stvari, prav tako pa po drugi strani ne posplošujemo nekih zadev, ampak resnično povemo to, kar je pred nami.
Zelo lepo je, da nam povejo v bistvu, koliko je sploh poškodovanih ali hudo obolelih, da vemo, s koliko reševalnimi vozili moramo izvoziti na teren. Zelo veseli smo tudi, če nam povejo, da je poškodovan otrok ali odrasla oseba, ker si potem po poti, ko prihajamo na samo lokacijo, lahko določene stvari pripravimo. Zdaj samega klica na 112 se ne rabi nobeden bat. Na drugi strani se bojo postavljala določena vprašanja, ne to vzeti kot ocenjevanje, to ni izpit. Ta vprašanja so namenjena temu, da dispečer ve oceniti, kaj se na drugi strani telefona dogaja. In glede na te podatke, ki mu jih bomo mi po telefonu podali, bo potem vedel oceniti, kakšno ekipo bo poslal na teren. Se pravi, ali bosta na terenu šla samo 2 reševalca, ali pa je mogoče zadeva toliko kompleksna, da zraven mora priti še zdravnik. In če je situacija takšna, da je potrebno do prihoda ekipe nekoga oživljati, kako se tega lotimo? Ja, to so dejansko najhujše situacije, s katerimi se ljudje v svojem življenju lahko srečamo. Zato, ker gre največkrat za nekoga, ki ga poznamo. Ali je to naš svojec, prijatelj, nekdo iz službe, s katerim se redno srečujemo, in so to resnično stresne situacije. In takrat dostikrat glava odpove. Zato resnično probajmo 2-krat, 3-krat globoko vdihniti, se probati umiriti in slediti navodilom dispečerja. Zdaj, kako se dejansko spraviti zraven, zadeva niti ni tako zapletena. Kot prvo moramo poskrbeti za varnost, v smislu, da zavarujemo sebe kot reševalca oziroma kot nekoga, ki želi tej osebi pomagati, in da zavarujemo tudi osebo, ki ji sploh želimo nuditi prvo pomoč. Kakšne so nevarnosti, ki pretijo? To je lahko plin, lahko je elektrika, lahko je promet, lahko so domače živali. Vse to v bistvu nekako probamo dati na stran, da zagotovimo neko varno okolje. Ko zagotovimo varnost, enostavno pristopimo in ugotovimo, ali se ta oseba sploh še odziva. To naredimo tako, da osebo ogovorimo, jo primemo za ramena, rahlo potresemo, mogoče celo malo stisnemo za ramena, da sprožimo en tak bolečinski dražljaj in vidimo, če se na vse to ta oseba, ki je pred nami, sploh še odzove. Zdaj, kolikor ni nobenega odziva, je naslednja stvar, ki nas zanima, ali ta oseba sploh še diha. Kako preveriti, če oseba diha? Spet ni nobena zapletena stvar. Eno roko položimo na čelo, drugo roko položimo pod brado, lepo zvrnemo glavo in svoje lice in ušesa prislonimo k ustom in nosu te osebe, ki leži pred nami. Zato si vzamemo 10 sekund, poslušamo, če kaj slišimo, če kaj čutimo na svojem licu in obenem gledamo, ali se prsni koš premika. Zdaj, vkolikor gotovimo, da ta oseba več ne diha, je zdaj zadnji trenutek, da pokličemo na številko 112. Vsi, vsaj večina, mislim, da imamo v žepu pametne telefone, ki jih s pridom uporabljamo, tako da zelo enostavno tipkamo številko 112, damo telefon na zvočnik in imamo obe roki prosti, da lahko potem nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja. Pri tem bi mogoče poudaril, da se ljudje naj ne prestrašijo, ne bomo jih pustili same v tej situaciji. Ta čas, ko prihaja k njim ekipa nujne medicinske pomoči, bo dispečer zdravstva ostal z vami na zvezi, vam dajal navodila, vas usmerjal, vsekakor vas ne bo pustil samega. Pa potem, če nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja, vkolikor imamo nekoga zraven, ki nam lahko pomaga, ga nemudoma pošljemo po zunanji avtomatski defibrilator. Mi pa takoj začnemo z stiskom prsnega koša. Prsni koš načeloma stiskamo v sredini prsnice, tam z frekvenco 100 do 120 na minuto, v razmerju 30 stisov in 2 vpiha. In to zadevo ponavljamo dejansko cel čas, dokler ne bo začel človek kazati zanesljivih znakov življenja, se pravi se odpirati oči, se premikati, samostojno dihati, oziroma dokler ne bo prišel nekdo drug, ponavadi smo to mi, ravno služba nujne medicinske pomoči, ki bo to delo namesto tega laika, tega svojca prevzela. Vkolikor nam ta oseba, ki smo jo prej poslali po avtomatski defibrilator, ta defibrilator tudi prinese, ga pa s pridom in čim prej tudi uporabimo. Tudi to ni nič zapletenega, aparaturo prižgemo, odstranimo nalepke, na katerih so slikice,
pogledamo slikico, kam katera nalepka spada, nalepimo na prsni koš in sledimo navodilom aparata, ki je pred nami. Kljub temu, da so prazniki, se mediji žal zavedamo, da bo kakšna objava tudi tista neprijetna, kar je povezano seveda s pokanjem petard, karbida. Kaj opažate? Se še vedno neodgovorno ravna s pirotehniko? Je zaradi tega še vedno veliko poškodb? Ja, vsako leto se na žalost srečamo s kar nekaj takimi primeri. Moramo se zavedati, predvsem starši, ker poškodovani so največkrat otroci, da za tako zadevo, za tako poškodbo so ti otroci zaznamovani za vse življenje. To ni neka stvar, ni angina, ki se pozdravi in lahko naprej normalno živimo, ampak se nam celo življenje oziroma življenje tega otroka dobesedno obrne na glavo. Od šolanja do potem neke poklicne poti, ki jo želi nadaljevati, se pravi na vsakem koraku naprej zaradi neke poškodbe, roke, očesa, obraza, se zadeve potem v življenju komplicirajo. Predstavljamo si, da je vaše delo zelo naporno, verjetno večkrat tudi manj spite. Kako je s tem? Ja, naše delo je dejansko kar precej naporno, včasih fizično naporno, včasih tudi čustveno naporno. Marsikaj na terenu vidimo, kar si včasih niti predstavljati ne moremo, da se v 21. stoletju še zna zgoditi. Jaz vedno rečem mojim mlajšim kolegom, da je to tako en nahrbtnik, ki ga z dneva v dan polniš in ga boš celo življenje nosil s seboj. Moramo pa se po drugi strani spet zavedati, da je to zelo plemenit poklic, da je veliko poleg žalostnih zgodb tudi zelo srečnih zgodb, in mislim, da ni večjega veselja, večje sreče, ko nekomu z svojim znanjem, svojimi izkušnjami reši življenje. Katera so morda tista najbolj pogosta napačna opažanja, ki jih imajo ljudje o vaši službi? Kaj bi si želeli, da razumemo? Nekako ljudje pričakujejo, da ko pridejo reševalci na kraj nesreče, domov, v domače okolje, da bodo imeli čarobno palico, s katero bojo vse zadeve v trenutku rešene. Na žalost v življenju ni tako. Včasih gre življenje svojo pot, bolezen napreduje, sploh v terminalnih fazah. Dostikrat smo pač v določeni situaciji, kljub vsemu napredku medicine, vsem aparaturam, ki jih imamo, vsem izobraževanjem, ki jih imamo, tudi nemočni. Ljudje pa se v bistvu morajo zavedati, da tista oseba, ki je zraven samega dogodka, ko se nekaj hudega zgodi, je zelo pomemben člen v verigi preživetja. Se pravi, zavedati se moramo, da reševalno vozilo ne bo v trenutku prispelo na kraj dogodka in ta čas moramo za to osebo, ljudje, ki smo zraven, nekaj narediti. Kot prvo moramo nuditi prvo pomoč, se pravi predvsem zaustaviti krvavitev, izvajati temeljne postopke in podobno. Če nas je več zraven, smo mi reševalci zelo veseli, če nam zaprete domače živali. V mislih imam predvsem vaše kužke, ki jih imamo zelo radi v bistvu, ampak ko hočemo iznesti neko domačo vašo ljubljeno osebo, živali to začutijo in včasih zelo čudno odreagirajo, no, bom kar tako rekel. Zato vas prosim, da mogoče odstranite kakšne večje kose pohištva, da lahko pridemo zraven, da nam odprete ograjo. Če ste v večstanovanjskem objektu, da mogoče, če vas je več zraven, nekdo nudi prvo pomoč, nekdo pa pride in nas počaka zunaj pri vhodnih vratih, ker imamo kar precej opreme, da nam mogoče kdo ponudi roko in nam pomaga kak kovček ali kaj podobnega odnesti v vaše stanovanje. Vse te stvari se vam zdijo mogoče banalne, za nas so pa izrednega pomena, ker pri reševanju življenj dejansko šteje vsaka minuta. In zatem, ko vi nekaj delate z tem bolnikom doma, po navodilih dispečerja, kupujete čas, da bo ta človek preživel ali pa, vkolikor gre samo za neko bolezensko stanje, da bo živel naprej kvalitetno življenje. In za konec morda eno sporočilo ob teh praznikih, ko se vsi malo bolj sprostijo, so morda mladi malce bolj pogumni, ko mislimo, da bo vse v redu, da nam je sreča naklonjena.
Ja, dejansko smo globoko zakorakali v ta zimski čas, pred nami so prazniki. Vsi se takrat, kot ste rekli, zelo radi poveselimo, podružimo. Sicer tu zraven gre včasih tudi nekako z roko v roki alkohol in kakšne druge opojne substance, ki potem ne sodijo v promet. Bodimo pozorni na take stvari, pazimo, opozarjamo drug drugega. Predvsem pa v novem letu bi zaželel gledalkam in gledalcem obilico sreče in zadovoljstva, predvsem pa, da bi čim manjkrat v svojem življenju morali poklicati na številko 112. Pridružujemo se vašim željam in vam želimo vse dobro. Najlepša hvala. Hvala za obisk v studiu. Dragi gledalci, slišali ste, veliko dobrih nasvetov smo podelili. Zdaj veste, kdaj poklicati na številko 112 in kdaj ne. Najlepša hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.